V Sloveniji imamo lepo tradicijo, pomembno tradicijo prizadevanja za mir. In če tudi je bilo včasih treba seči po orožju, to nikoli ni bilo drugače kot v obrambi in na koncu v prizadevanju za mir. Zato imamo vso moralno pravico in moč, da v miru ob takih prilikah, kot je današnja, tudi spregovorimo. In današnje razmere po svetu so čisto posebne razmere. Slišali smo poslanico generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov Antonija Guterreša, ki govori o nujnosti, da si prizadevamo za mir skupaj. Združeni narodi so letos razglasili, da drug drugemu nismo sovražnik, da je naš sovražnik virus. Sam bi dodal vprašanje, če je to sovražnik. Virus je naša skupna ovira, nekaj, kar moramo skupaj premagati, in premagovanje virusa je naša skupna naloga. Ni pa treba, da govorimo o sovražniku. In seveda, če razmišljamo o virusu in o današnji pandemiji kot naši skupni nalogi, se moramo vprašati, ali je bilo storjenega dovolj, ali je bilo tisto, kar se stori, ali je bilo tisto, kar se je storilo, pravo. In moramo biti v skrbeh. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je marca letos pozval vojskajoče se stranke povsod po svetu, da za čas pandemije odložijo orožje in se posvetijo nalogam, ki jih prinaša pandemija in nujnost premagovanja virusa. Ni bil uspešen. Malo je tisti, ki so sledili njegovemu pozivu. Varnostni svet Združenih narodov se je odzval šele 3 mesece kasneje z bledo, prazno in izjem polno izjavo. In to nam veliko pove o stanju sveta, v katerem živimo, v katerem se moramo zavedati krhkosti miru. Danes živimo v času velikega paradoksa. Svet nikoli v svoji zgodovini ni bil soočen z nalogami, ki so skupne in bolj jasne kot kadarkoli prej in hkrati tudi bolj nujne. Pa paradoks je, da prav v tem času svet nima pravega kolektivnega vodenja. Kolektivnega vodenja sveta danes praktično ni. Kaj vidimo namesto tega? Vidimo veliko prizadevanj, veliko nacionalizma, celo prizadevanjih za zdravila in za cepiva prevladujejo nacionalistični sentimenti. To vidimo. Vidimo veliko napetosti, veliko groženj, veliko rožljanja s sankcijami, temi sprevrženimi idejami o tem, kako pravzaprav se lahko vojni izognemo s tistim, kar se v mednarodnem pravu imenuje sovražna dejanja, ki še niso vojna. In vedeti moramo, da v teh razmerah lahko tudi zelo majhna iskrica sproži oboroženi konflikt širokih razsežnosti. Mir je nedeljiv in zato si ne smemo zatiskati oči pred stvarmi, kakršne se dogajajo v Aziji in na Daljnem vzhodu. Tudi te lahko povzročijo vojne širokih razsežnosti, ki bodo prizadele nas, vse nas, tudi nas, ki smo na tem trgu danes. In vedeti moramo, da to, kar se dogaja danes v vzhodnem Sredozemlju, ni takšna nevarnost, ki bi jo lahko omejili na jutranje časopise ali večerna televizijska poročila. To je nevarnost, ki je zelo realna, ki lahko povzroči velik konflikt. In v teh časih opažamo tudi, da vojaške organizacije, ki so bile ustanovljene v preteklosti, niso ustrezne in niso sposobne zagotavljati miru. Evropska unija, naša skupna širša domovina, se nikakor ne uspeva vzpostaviti kot pomemben dejavnik mednarodnega miru v svetovnih razsežnostih. Razumemo, tu so notranje delitve, tu so druge prioritete, tu so
Stvari, zaradi katerih razumemo, da Evropska unija ne more odigravati tiste vloge, za kakršno bi želeli, da bi jo imela. Pa vendar moramo biti tudi v skrbeh. In Organizacija Združenih narodov, ki je razglasila današnji dan za svetovni dan miru in ki ga obeležuje vsako leto, je čedalje bolj odrinjena, čedalje bolj onemogočena. Vse to so problemi današnjega časa, ki prizadevajo mir in zaradi katerih moramo biti v skrbeh. In vprašanje, ki je zato postavljeno pred nas, je zelo jasno. Kaj pa lahko sami storimo za mir? Kakšna je pa naša vloga? V tem hipu ne bom govoril o vlogi države, o vlogi politike, kjer bi si želeli vsekakor več sposobnosti mirnega, miroljubnega in v prihodnost zazrtega sodelovanja. Tudi o tem bi se dalo govoriti. Tudi danes po vsem svetu razmišljamo o miru kot o vrednoti, ki zadeva vsakega človeka posebej. Ravno kar je župan Ljubljane govoril o tem, kako je Ljubljana kraj miru, kako se Ljubljana prizadeva za to, da bi ta notranji mir, ki mora biti v vsakem človeku, bil tudi mir naše skupnosti. To je pomembno sporočilo, kajti mir se vedno začne z vsakim posameznikom posebej. In če je takih posameznikov dovolj in če se iz tega razvije skupna volja, potem lahko nastane tudi tisti pritisk javnosti, ki povzroči spremembe v politiki. In ravno zaradi tega si danes moramo želeti bolj kot kdajkoli prej, da bi se postopoma izoblikoval pritisk javnosti, ki bo pomagal ne samo premagati pandemijo, ampak tudi vzpostavljati vzorce sodelovanja najprej v ožjih skupnostih, nato pa na svetovni ravni, ki bodo pomagali, da bo svet prišel do pravih rešitev za prihodnje. Danes svet nima kolektivnega vodstva. Morda ga bo jutri imel. Ampak hitreje ga bo imel, če bodo ljudje povsod po svetu ta poziv skupnemu prizadevanju, k kolektivnemu vodenju, kolektivnemu prizadevanju za mir povedali dovolj glasno. In temu je posvečena tudi današnja slovesnost. Naj še enkrat poudarim, zelo sem počaščen, da ste me povabili na to slovesnost, na to plemenito, prisrčno slovesnost, na to slovesnost, kjer se pokaže naša etika in kjer upam, da bomo našli tudi poti, da se mobilizira civilna družba. Hvala lepa za vašo pozornost. Želim vam, da bi današnji dan miru pomagal, da bi v miru živeli vsi mi, naši otroci, naši vnuki in svet v prihodnje. Hvala lepa.